Rojstni dnevi so brez dvoma luštna stvar. Tale letos praznuje že 20. po vrsti. In tule pojem živa legenda res pride do izraza. MX-5, ki je namreč že več kot 800 000, kar je res huda cifra. Poleg vpisa v Guinnessovo knjigo rekordov je ta avto dobil še množico priznanj, največ pa štejejo seveda zadovoljni in ponosni lastniki. Obstaja namreč kar nekaj primerkov, ki ob rednem servisiranju vozijo z več kot 400 000 opravljenimi kilometri. V bistvu pa je pri tej Mazdi bolj kot uspeh pomembna njena vloga med kabrioleti. Pravijo celo, da je povzročila renesanso, ker so konec 70-ih let prejšnjega stoletja Američani tako zaostrili varnostne zahteve, da so kabrioleti skoraj izumrli, če lahko tako rečem. Ko je to zaslutil lastnik znane ameriške avtomobilistične revije, je z idejo odletel k takratnemu japonskemu vodstvu Mazde in Japonci, takšni kot so, ko morajo vsako zadevo 100-krat premisliti, so potrebovali kar 10 let, da so Miato skupaj z Američani spravili na ceste. No, vse ostalo je zgodovina, tale pa je že 3. generacija po vrsti. Priznam, da takšna vožnja na sončku ob obali povsem paše, ampak za MX-5 je tole skoraj žalitev. Mislim, da bo treba drugam. Tole bo edinkrat, ko vam bom pokazal še streho, samo toliko, da boste videli, da jo ima. In to kakšno? Je trda, plastična, da je čim lažja, zloži pa se v samo 12 sekundah. Edina škoda je, da morate z avtomobilom mirovati. In kot bi slišali moje kritike izpred 3 let, ko sem prvič vozil novo MX-5 s trdo zložljivo streho, so vse tiste porodne napakice zdaj popravili in zopet dokazali, da so mojstri za klasični roadster na moderen način. Tole držalo za pijače so tule skrili vrata, kjer je prej žulilo v koleno. Dodali so več usnjenih zaplat na dele, kjer počivajo roke, bolj kvalitetno sestavili armaturno ploščo, tako da do sedaj nisem slišal enega samega črička, prej pa kar nekaj. No, to je pa že nekaj drugega. Pri MX-5 je vrhunska čvrstost karoserije, ki se ne stresa kot kakšen puding. Tudi volan ostaja miren, odziven in predvsem ima voznik z njim odličen nadzor nad avtomobilom. Če mislite, da je 1,8 litra in 126 konjev premalo za športno vožnjo, potem obstaja tudi močnejši dvolitrski motor. Pri tem boste pomanjkanje čutili le v klanec, ko takole rabi kar nekaj časa, da nabere vrtljaje. Menjalnik pa ima žal le 5 prestav. Škoda, še ena bi pomagala. Je pa zato ročica točno tu, kjer mora biti, in hodi so super kratki, trdi in natančni. Porabi med 9 in 10 litrov, stane pa okoli 26 000 evrov. Tako da igrača ni poceni, je pa vredna svojega denarja. Obstaja pa še en zelo pomemben test, ki vem, da vas muči. Torej, če greva 2 na dopust, rabiva s seboj plato piva, dve veliki torbi za vso prtljago in neverjetno vse gre v ta majhen prtljažnik.